Zlatolaska in trije medvedki. Nekoč je živela deklica z bleščečimi lasmi, ki so se lesketali kot zlato. Zato so jo vsi klicali Zlatolaska. Nekega dne se je Zlatolaska odpravila z doma v hosto. V gozdu pa se je izgubila in zašla. Iskala je in iskala pot domov, a je ni našla. Nazadnje je prišla do hišice sredi gozda. Vrata so bila odprta in ker ni bilo nikogar videti, je vstopila. V tej hiši pa je živela medvedja družina. Prvi je bil velik in močan, to je bil oče Kosmatinec. Drugi je bil manjši, to je bila mamica Medvedka. Tretji pa je bil čisto majhen Medvedek. To je bil sinček Miško. Medvedov ni bilo doma, ker so odšli v gozd na sprehod. V hišici sta bili dve sobi. Deklica je vstopila v prvo in na mizi zagledala 3 sklede z zelenjavno juho. Prva skleda, zelo velika, je bila očetova. Druga skleda, malo manjša, je bila skleda mamice Medvedke. Tretja, majhna temno-modra skledica pa je bila Miškova. Poleg vsake sklede je ležala žlica, velika, srednja in majhna. Zlatolaska je prijela za največjo žlico in pokusila juho iz največje sklede. Bila je prevroča. Potem je vzela srednjo žlico in poskusila juho iz srednje sklede. Ta je bila premrzla. Nazadnje je pokusila z najmanjšo žličko juho iz temno-modre skledice. In Miškova juha se je zdela prav slastna. Zlatolaska bi bila rada sedla in je zagledala poleg mize 3 stole, velikega, srednjega in majhnega. Najmanjši je bil Miškov stol z rdečo blazinico. Zlezla je na veliki stol, pa je padla z njega. Potem na srednjega, tam pa ji ni bilo udobno. Nazadnje se je usedla na najmanjšega in se zasmejala, saj se je na njem počutila prav prijetno. Vzela je temno-modro skledico v naročje in posrebala vso juho. Ko se je tako najedla, se je pričela na stolu gugati. Stolček se je naenkrat zlomil in Zlatolaska je padla na tla. Au, kako boli, je zahlipala. Nato pa le vstala in odšla v sosednjo sobo. Tu je našla 3 postelje, veliko očetovo, srednjo mamino in čisto majhno Miškovo. Ker sta bili očetova in mamina preveliki, je legla v malo posteljico, ki ji je bila ravno prav, in zaspala. Medvedje so se vrnili domov lačni in se kar takoj spravili k večerji. Oče Medved vzame svojo skledo v roke, pogleda vanjo in zarjove strašnim glasom. Kdo je jedel iz moje sklede? Nato še mamica Medvedka pogleda v svojo skledo in zarjove malo manj glasno. Kdo je jedel iz moje sklede? A Miško vidi, da je njegova skleda prazna in zacvili z visokim glasom. Kdo je jedel iz moje skledice in vse pojedel? Medvedji oče se je ozrl na stol in spet zarjovel. Kdo je sedel na mojem stolu in ga premaknil? Tudi mamica je pogledala svoj stol in zarjovela malo manj glasno. Kdo pa je sedel na mojem stolu in ga premaknil? Miško pogleda svoj zlomljeni stolček in zacvili. Kdo je sedel na mojem stolu in ga polomil? Nato so se medvedji odpravili še v sosednjo sobo. Tam se je vsa zgodba spet ponovila. Oče je spraševal, kdo je ležal na njegovi postelji, mama Medvedka ravno tako, Miško pa je pristavil klopco, zlezel vanjo in zapiskal s tankim glaskom. Kdo vendar leži v moji posteljici? Zlatolasko so glasovi prebudili in 3 medvedov se je krepko prestrašila. Skočila je iz posteljice in pobegnila iz hiše. Tekla je in tekla, kakor hitro so jo nesle noge, vse do doma. Ko je bila na varnem, si je obljubila, da se ne bo nikdar več potikala sama po gozdu. V medvedji hišici je oče Medved popravil Miškov polomljeni stolček, mama Medvedka pa je v modro skledico zopet nalila dišeče zelenjavne juhe. Vse je bilo spet tako, kot da se ne bi nič zgodilo.